Spoštovani, dobrodošli v podkastu. Moje ime je Igor Harp in sem Sjolov filmski kritik. Danes me veseli, da v podkastu gostim slovensko igralko in manekenko Leo Mihevc. Mnogi so jo prvič spoznali šele, ko nas je pozdravila s plakatov za serijo Nemirna kri, vendar ima za seboj že vloge v serijah V imenu ljudstva in Šef, predvsem pa dolgo mednarodno manekensko kariero. To jesen je postala stalnica domačih ekranov, saj se v seriji Nemirna kri igra glavno vlogo kriminalistke Sare, ki preiskuje sumljivo poslovanje družine Weber in lastne družinske povezave z njimi. Lea Mihevc, pozdravljeni v podkastu. Živja. Torej, kako je igrati Saro? Serija namreč vključuje jahanje, vožnje z motorjem in če se ne motim, se še obetajo neke bolj divje akcijske scene. Koliko je to naporno? Predvsem je zelo zabavno. Meni so vse te stvari zelo zabavne in zanimive. Terja svoj napor, seveda. Mislim, morala sem se naučiti jahati konje, tudi malo premagati strah pred hitrimi motorji, pa tako, ampak uživam, ful uživam. Mislim, da vsi uživamo. Ja, ker v prvem delu vas že vidimo, oziroma te že vidimo jahati, ja. Ne vidimo pa scene, ko padeš dol, to pa... Ja, ker to bi... to pa je težje posneto, oziroma bi rabili pa malo več, mogoče enih... znanj pa kaskaderjev, pa tega jaz ne znam pravilno pasti s konjem. Pa sledi še več tovrstnih scen potem? Ne smem preveč izdati, ampak je kar nekaj takih zapletov ali pa situacij. Okay. Zdaj, vaš lik je zelo impulziven in trmast. A bi rekli, da ste si podobni z njo? Nisem toliko impulzivna kot Sara. Sara je res kar gre, ona kar piči. Sem pa zelo trmasta, ko se v nekaj tudi jaz zapičim. Ampak bistvena razlika je to, da jaz veliko razmišljam in prej sprašujem in pa se ustavim in potegnem nazaj in se odločam, ona pa pač sam piči. Tako da včasih si želim, da bi imela malo več te njene odločnosti, pa sam šla, ne toliko overtinkala, no. Ja. Pa jo pripelje to v dobre stvari ali tudi v dobre večinoma? Stvari. Ja, sej zato se mi zdi, da si včasih želim, da bi imela malo več tega. Tudi jaz, zato ker, ne vem, glava včas potem nekako zabremza, ali kako bi rekla, človeka. Znajde se v takih nehvaležnih situacijah, pa tudi v takih, mogoče kaj prinesejo nekaj lepega, pa dobrega. A ste se pri ustvarjanju lika mogoče zgledovali po kakšni sloviti filmski ali pa televizijski junakinji? Mislim, da ste nekje omenjali Lepotico pod krinko kot enega tvojih najljubših filmov. In v določenih vidikih je videti tu za sporednice med Grace Hart, ki jo tam igrala Sandra Bullock, pa vašo Saro, se meni zdi. Ja, mogoče res, mogoče čisto podzavestno. To je bil eden mojih najljubših filmov. Tako, ko sem bila majhna, se spomnim, da sem ga vedno rada pogledala, pa še zdaj si ga rada zavrtim. Mogoče pa je res, nisem pomislila na to, ampak mogoče so res neke vzporednice. Meni je ta film ustal ful spomin zaradi dveh zadev. Eno je lik, ki ga igra William Shatner, ki je neznansko smešen v tistem svojem, karkoli izvaja. Ena njegovih najbolj komičnih vlog, pa tist stavek, ki je postal mim, ki mislim, da je iz tega filma, kaj je najljubši Perfect Date in 15. april, kot najboljši dan, ker še ni. Mislim, da je 24. Nisem zihar, zato ker mislim, da je April 24th. It's not too cold and it's not too hot. Mislim, da je nekaj dazga, to se še spomnim. Tako da, a je tudi v Nemirni kri kak tak stavek, ki bo tako ponarodel lahko? To pa je težko vprašanje, to pa ne vem. Sara ga sigurno nima. Če je ga ima Diana ali pa Lucija, jaz mislim. Tako da se je treba pogledati celo sezono.
Katera od junakinj pa je vam bila tako najbolj, mislim, seveda igrate Saro in se identificirate potem z njo, koliko so vam pa zanimive drugi liki, ker v bistvu imate zelo malo stika z drugimi junakinjami te serije. Ja, včasih si želim, da bi imela več, ker pa ko snemamo kaj skupaj, je pa res luštno in se ful zafrkavamo in imamo fajn. Jaz sem na začetku celo brala, mislim, da na audiciji za druge liki. Mislim, nisem za Saro prišla, ampak mislim, da za Boletko, Diano, pa Lucijo, vse te sem nekako opravljala audicijo za njih. In mi je bila vsaka po svoje zelo zanimiva, pa so mi pa dali zabrati za Saro, pa smo se mi zdi vsi tako začutili, da to je pa pač, ne vem, paše, da gre, da mi je blizu. Ampak ja, so mi vsi ženski liki v bistvu v naši seriji so mi zelo dragi in lušni. Torej, zdi se, da je že od prvih kadrov mogoče pričakovati en določen razplet v povezavi s Sarinim poreklom. Je to nastavljeno, lahko pričakujemo kak večji preobrat še v katero drugo smer? Mislim, koliko lahko razkrije? Jaz res ne smem, nič kaj dost, to je ful grozen. So še zapleti in preobrati, ki jih tudi jaz nisem pričakovala, ko sem brala, tako da ja, je treba gledati, da vidimo to. Ne morem povedati, pač ne smem povedati, ampak ja, je pa že zdaj se pač nakazuje v eno smer, potem pa se razkrijajo tudi druge stvari, tako da ja, tle moram zaključiti, da smem, žal. Pa spremljaš sproti serijo potem zdaj? Viš, da res gledam zdaj, ker me zanima, ker predvsem me zanima tako druge linije, ker enostavno ni časa brati celotnih scenarijev, na začetku že je še šlo, no, potem pa pač na neki točki pač prebereš sam svoje stvari, žal je tako, ker je pač tempo tak in zdaj je blazno zanimivo mi to si pogledati in videti, kaj se sploh zgodi druge, ne? In kako to pač potem vpliva na, mislim, celoto, pač kot celoto in me je kar potegnili, mislim, pač pogledam si, ja. Snemanja pogosto vključujejo veliko čakanja, ali jih na lokaciji uspeš izkoristiti tudi za jahanje sprehode v naravo ali karkoli, ker mislim, zgleda tam zelo lepo. Zelo je lepo, prečudovito je. Nisem še šla jahati v mestu, še nisem šla, sem pa delala jogo, pa na sprehod sem šla, take stvari se pa daja. Mislim, če imaš kakšno tako luknjo, se da izkoristiti. Ja. Probam čim boljš, no. Ampak iskreno jaz nimam veliko tega čakanja, ker imam veliko scen. Tako da pa ko snemam, ker sem v vsakem kadru, ja. Ja. Sej, stranski pa malo počakajo. Čakajo. Ja. Kako pa je ti uspel uskladiti te nedvomno dolgotrajne snemalne dni z skrbjo za otroka, kdaj uspeš pripeljati s sabo na set? Bilo je tudi že, smo imeli situacijo, ko je bilo že skoraj, da bo treba, ampak probam tega ne izvajati, ker sta izjemno, to so pač majhni otroci, pa dva fanta sta zelo živa in to ne bi bilo dobro ne za njiju, po moje ne za nas, ki snemamo, ker ne vem, če bi kaj posneli. Ampak ne, se da, pač potrebno je velik podporni sistem, ali kako bi temu rekli, veliko ene podpore od družine, imamo krasno varuško, v vrtcu sta, tako da če se zgodi, da je kdo ali bolan ali karkoli, se pa tudi kaj prestavi, tako da se da. Sta pa tudi me že prišla, dvakrat sta me prišla pogledat, tako samo na obisk, tako da to je pa zelo luškano videti, kaj jim dogaja, pa jim je zanimivo, pa kar utihneta, ker drugače ne utihneta, sta zelo zgovorna in živa, kar je čudovito. Ampak ja. Sta še pa premajhna, da bi gledala? Ja, ne, malo po 2 leti sta stara, tako da ne. Ona dva gledata, vidita na, ne vem, recimo, če reklama ali karkoli, pa samo kažeta mama, in to je to. Ali pa džamboti, ko se peljete. Ja, ali pa to, ja. Tako da te zelo prizemljita, no, hitro, da se tako ne ganejo preveč, samo dejstvo, da je mama in to je to. Ne, se spomnim, da tele, ko je igrala Padme,
v Vojni zvezd potem filma ni hotela pokazati svojim otrokom, ker ona umre na koncu. To je ful dolgo čakali. Ja, vi pa ne morete gledati Vojne zvezd, Natalie Portman. Sej to je tudi malo tako, mama je zaljubljena v nekoga drugega tu. Ampak sta še premehna, da bi to sam sen. Se vprašaš, kaj bi pokazal, pa kdaj. Tako da razumem to. Torej, že desetletje preden ste pač prevzeli Popov udarni termin, smo vas lahko na TV-u spremljali v resničnostnem šovu Modni oblikovalci Heidi Klum, kjer ste bili ena izmed manekenk, na katerih so tekmovalci prikazovali svoje kreacije. Kakšna izkušnja je v bistvu ta šov? To je bila zelo lepa in čudovita izkušnja. Težka po svoje, mislim, tako zelo je natemperano tam vse, ampak taka neprecenljiva, kako bi rekla. Zelo smo bile vpete, čeprav kot model ne tekmuješ, si v bistvu zgolj telo tam, ampak si nekako te potegne not v zgodbo, v vse, v ta življenja teh tekmovalcev, ko vidiš, kako se trudijo, kdo bo zdaj boljši, Tako da nas je kar, se spomnim takrat, sem bila čist not, do zadnjega, tako, niti vse, ne. Je pa res, da pa kot tvoj modni oblikovalec izpade, tudi ti izpadeš. Jaz sem imela to srečo, da sem prišla do konca, ampak vse, ne, tako si ne želiš, da bi se to zgodilo, kaj je res fajn, kaj je fajn ekipa, Heidi je super, Tim Gunn je bil srce od človeka, tako, zelo je bila lepa izkušnja, Koliko je pa to hektično, mislim, tudi pri resničnostnih šovih je dostikrat, da so ene stvari resnične, en kup jih je pa zrežiranih, pa v montaži prilagojenih. Koliko je bilo? To je bilo meni zelo zanimivo gledati takrat pol za nazaj, zato ker so ene stvari, ki so se res zgodile, pa bi bile ful mogoče tako za gledanost dobre, jih niso pokazali, zato ker so bili, se mi zdi tako fair, no? Bile so take stvari, ali pa ene stvari, ki so pa pol jih prikazali, pa jaz nisem vedela, da so bile, da so se dogajale. In najbrž je nekaj na tem, sigurno je nekaj zrežiran, ampak se mi zdi, da so se sploh pri tem šovu, da se zelo trudijo ohranjati to, pač da ni toliko na teh dramah pa to, ampak da je bolj na dejansko na oblikovanju, na izdelkih, na modi, da je to ta obrt, tista prva, oziroma pač modno oblikovanje. Tako da to mi je bilo dosti všeč, zato ker, lahko bi bilo drugače, glede na to, kako so resničnostni šovi zgrajeni. Pa je tisto tako, da je v celoti posnet, pa pol predvajan, ali sproti gledaš že? Ne, v celoti je bilo posneto, do konca morajo v bistvu iti. Oziroma tako je bilo, da je poleti, snema se itak čisto je zamaknen. Mislim, oni imajo kao en teden, ker se enkrat na teden, mislim, da se predvaja. Govorijo tako, naslednji teden boste imeli ta challenge, ampak v bistvu je to 2 dni, Ti prideš ponedeljek, zjutraj dobijo izziv, popoldne je že fitting in v torek in pol mora se šiti, mi smo že tam, v torek zjutraj dokončajo, ob 1 je revija, ob 4 je že en šel domov. In v sredo zjutraj imajo nov izziv, In to je bilo meni šokantno, ker to se pač pol snema v bistvu 2 meseca v eno, brez pauze. In ti ljudje so, pač to morajo na 2 dni ideje šopati in mislim, res garajo, zato sem tudi tako rekla. Ampak pa se pa mislim, da se potem na Fashion Weeku se pa v bistvu se pa začne predvajati pred Fashion Weekom in potem je v živo tisti del, finale. Tako da, v bistvu potem sovpade z realnim časom, če me razumeš. V bistvu oni posnamejo celotno zadevo, razen finala, je pa na koncu. Tako je bilo v nas, samo vsi morajo podpisati NDA, da ne bojo pride v finale. Moraš biti tih. Mislim, jaz sem povedala doma, recimo, pač ampak takrat, mami je vedela. Mislim. Ampak se ni nobeno povedala. No, se to bi bil kar problem, po mojem, ker je ne pogodbe najbrž. To je bolj tam mišljeno, ker to se začne predvajati najprej po ameriških televizijah, pa prideš še nam. Že pred to serijo si imela nekaj let uspešne manekenske kariere v New Yorku. Kako sploh se prebiješ v neki tako konkurenčni sceni?
Ja, ne vem. Jaz sem kar šla takrat, jaz sem bila stara, ne vem, 21 let ali 22 let, pa sem v bistvu kar kupila karto in šla po agencijah. Pa videla, kam me pot pelje. Pa pač sem imela to srečo, da sem dobila agencijo, so mi sponzorirali vizo in sem si vse to nekako uredila. In pol je, ja, se ne vem, mislim, definicija uspeha je zame tako, kaj je zdaj uspeh. Mislim, ja, sem uspešno delala tam, živela od tega, ampak ja, no, to recimo, da je uspeh, ne. Ampak tudi toliko je širok trg, toliko je velik trg tam, da nekako, ja, da če imaš dobro agencijo, no, kar sem jaz pač imela, nekako boš našel delo. Mislim, se da te znajo prav v prave stvari usmeriti, pol se da. Tako da, ja, je pa bilo kar, je imelo svoje izzive, no, tako bom rekla. Ja, mislim, ampak na tej ravni, ker dosti je znan New York potem, da je izredno drago tam in hkrati, da ljudje razen na najvišjih ravneh pa niso nujno ful plačani. Koliko je potem to izvedljivo? Tak si lahko dosti uspešen, ampak tam vseeno za najemnino pa... Sej to, no, ja. Točno to je tako, kaj je definicija uspeha. Zato, ker že recimo ta šov, ne, Heidi Klum, bi mogoče marsikdo pričakoval, da so manekenke tam zelo dobro plačane, pa ni res, ne. To se pol, mislim... Se gre za prepoznavnost? Se gre za prepoznavnost in druge stvari in... Ja, niso zdaj to taki neki bajni denari, ne. Ja, je pa res, da nekako mi je uspel toliko izkoristiti to manekenstvo, da sem pač živela od tega in imela to srečo, da sem lahko živela v New Yorku, kar je bilo super za tisti čas, meni je bila to nepozabna izkušnja. Ja. Seveda. Mislim, vse kot gre fraza, če ti uspe tam, ti lahko kjerkoli. Ja. Koliko pa je bila kultura drugačna? Mislim, se navaditi pač priti iz Ljubljane oziroma Logatca v New York. Ja. Bilo je, ja, zelo je drugačna. Bilo je predvsem osvobojajoče zame v tistem trenutku. Je pa res, da sem potem opažala to razliko bolj, ko sem se po, ne vem, 4 letih vračala, recimo, ne vem, za 1 mesec. Sem prišla v Slovenijo, pa sem šla pa nazaj in sem videla, kako te utrdi. Ne utrdi, ampak prav otrdi New York, da rataš tak, ja, ne vem, malo bolj, ne. In se spomnim, da ko sem bila, ne vem, 1 mesec v Sloveniji, sem prišla nazaj, sem bila pa preveč tako, premehka, preprijazna, prenežna za tisto. Sem se mogla sprav spomniti, zdaj moram biti malo bolj po domač povedano. Tako da je zelo, pričakuje od tebe zelo drugačne stvari, no. Zdaj ne bi šla nazaj. Ja. Kaj pa je taka, recimo, najpomembnejša stvar, ki si se naučila v New Yorku? Kaj je taka stvar, ki si jo prinesla s sabo nekaj, recimo? Po moje je to ta neka, ne vztrajnost, ampak neka, kako bi rekla, to, kako se pobereš, ko te nekaj sesuje, ali pa pač ta neka, ne vem, slovenske besede, resilience. Ja, bi rekla. Odpornost, ja, mogoče to. Vztrajnost. Ja, tako, to. V bistvu to, kar ima Sara. Zato ste se tudi to mogoče, ja, se tam najdla. Ja. Kako pa to, da si se potem odločila v bistvu vrniti v Slovenijo, pač priložnosti so se tu odprle? Ja, več stvari je bilo. Ena izmed stvari, tako ključnih pri meni osebno, je bila ta trdota, no, ki sem jo zaznala, pa mi ni bila pri srcu. Mi ni bila mislim, sem rekla, to pa ni, zdaj se pa spreminjam v neko smer, ki mi ni mogoče toliko všeč. Odločala sem se, vedela sem, da hočem faks končati, nisem vedela sem, da hočem igro, no, tako, takrat sem pa to nekako že našla, to ljubezen do igre, tudi pogum, da to nekako se, ja, zaštartam v tem. Pa je bil skupek enih stvari,
pač tudi viza mi je potekla, pa je bilo pa vprašanje, a jo obnovim, a še naprej tam delam v bistvu manekenstvo primarno, ne, pa da mi to plačuje nekako življenje oziroma šolo oziroma to, da lahko postanem igralka v narekovajih, ali grem domov, pa vpišem se na faks, pa dejansko študiram to, pa tako in sem se odločila za drugo. Ja. Potem je najbrž bilo z temi vsemi izkušnjami dost preprosto audicijo narediti. No? Mislim, v bistvu, ja. Mislim, je bilo. Mogoče lik zaradi tega je bilo lažje sploh stopiti tja, pa ker sem si rekla, bomo videli. Ja. Ker velja ta AGRFT audicija za eno najtežjih drugačno za prid na faks. Sem se imela super na sprejemih, ja. Ja, bistveno več samozavesti, pa ne seš potem zraven. Kaj pa je bilo takega, kaj te je najbolj presenetilo, ko si se vrnila nazaj, da stvari, ki so se tukaj spremenile, sicer si hodila vmes za 1 mesec, ampak vseeno se vrneš v eno drugačno Slovenijo po več letih? Ja, ne vem, če sem to doživljala, da je zelo drugačna, kakor sem jo drugače doživljala, ne vem. Vem, da sem opažala vedno znova, me je tako šokiralo, koliko je, to je zdaj ful osladno zvenelo, ampak res me je šokiralo, koliko je zelena. Tako, ko sem se pelala iz Benetke, iz letališča domov, nisem mogla, tako, moje oči so bile, kako je lahko toliko zeleno, več živo zeleno. In se mi zdi, da take stvari, bolj to, kar ne koliko se je spremenila Slovenija, ampak koliko je na nek način zame ostajala ista. No? Jaz sem jo tako doživljala. Kot dom, ki vedno je tam in se ne spremeni. Lahko da je to samo moje doživljanje, sigurno so bile spremembe. Ampak tako fajn mi je bilo, da je bila taka stalnica zame. Drugače zvezdna država New York, mislim, da je med 3 najbolj gozdnatimi zvezdnimi državami. Vem, zelo je zelena, mislim, zelo je gozdnata, ko greš na sever, ampak jaz pač nikoli nisem šla in sem res samo v tem, mislim, se imajo park pa tako, ampak ne vem, nekje v teh odtenkih. Prav tam, ne vem, tle je prav druga zelena, ne vem, ne znam razložiti. Ja. Dober stavek. Katere elemente New Yorka pa bi želela prenesti v Slovenijo? Recimo, ne mislim toliko fiksnih predmetov ali storitev, ampak neke pristope, načela, načine, kako delujemo ali pa imamo odnose drug do drugega. Sigurno neko to odprtost za vse v bistvu, do ljudi, do stvari, do novih izkušenj. Tako, mislim, da je to ena taka stvar. Je pa tudi veliko stvari, ki jih ne bi prenesla, zato ker sem z razlogom zdaj tu. Mislim, da je zelo lepo, da se mi tukaj še vedno znamo ustaviti, pa pač tam je res delo, mislim, res garanje in tako, še ne konča, mislim, do 6 zvečer se tle tudi vedno bolj to, ampak tako se mi zdi, da še vedno imamo neke vrednote, ki so zelo, zelo meni pač dragocene, sploh zdaj, ko imamo otroke, pa še toliko bolj. Da se znaš ustaviti, pa malo zadihati, pa malo vzeti življenje, ne samo pač iti skozi njega, pa zato, da se ti kar zgodi, ampak da pač dejansko si tu, kjer si. Ne vem, sem kaj povedal? Ne, mislim, meni osebno, ko sem bil v New Yorku samo kot turist parkrat, definitivno tistih poletnih luž, v katere pomotoma stopiš in imaš občutek, da ti bo razžrlo mnogo vsa tista toksična umazanja. Tega ne bi. Pa tista avgustovska vročina, ki je res taka, tisto mesto, kar buhti, ali kako bi rekla, ker... Ja. Torej, Nemirne kri se je šele dobro začela in mislim, da je gledanost odlična. Vseeno pa me zanima, ali že načrtuješ, snemaš še kaj drugega tudi, ali samo zdaj to? Ne, trenutno sem samo v to upeta. Mislim, imam druge projekte od prej, predstavo v Špas teatru, zdaj se spet igra, pa svojo lastno, to magistrsko predstavo spet igram. Take stvari, drugače pa ne. Ko sem sprejela vlogo, sem v bistvu rekla, da
samo ena stvar naenkrat. In to je mogoče tudi ena taka lepa sprememba, ki so jo otroci prinesli vame. Da pač ne rečem vsemu ja, oziroma da ni treba z vsem hiteti, da bojo stvari ob svojem času in da je dovolj časa za vse. Ker enostavno bi bilo po mojem preveč. Je le naporno snemanje, je le veliko enega časa in energije in sem rekla samo ena stvar. Kaj pa oder? Tole predstavo si zdaj omenila magistersko, odkot dekle si ti doma? Kje se jo da videti in kaj je v bistvu, mislim, ker si tudi, to je avtorska predstava. To je avtorska predstava, to je v bistvu moje magistersko delo, ampak avtorska predstava, ki sem jo igrala v Cankarjevem domu, takrat, že par let nazaj zdaj. Pa jo vedno rada igram, ker je zelo moja. V bistvu je nekako o življenju v New Yorku in vrnitvi domov, tako da se nekako povežejo vse te stvari skozi igro, skozi glasbo, skozi glas. Lahko jo pridete pogledati, ko bom naslednjič igrala. Zdaj jo bom igrala po vsej verjetnosti decembra v SNG Maribor. Na Malem odru. Vedno jo rada igram. Tako da to je zaenkrat to od odra. Imam pa rada oder in se veselim, da se vrnem, ko bo. Kaj pa Špas teater? Špas teater pa igramo po celi Sloveniji, predstavo z naslovom Posli pod krinko. V režiji Bojana Emeršiča. Super zasedba je pa zelo lahkotna in zabavna predstava, ki jo tudi zelo rada igram. Sva, mislim, da obdelala vse teme. Hvala za obisk v studiu in veliko uspeha z Nemirno krvjo in tudi z temi predstavami na odru in upam, da se vidimo še kdaj. Najlepša hvala. Nasvidenje.